Hvala. Sem najmanj poklicana mogoče, ampak bom prva začela. Skratka, z Gašperjem sem bila zmenjena za ta večer, za to srečanje že dolgo časa, za to pozno popoldne. In končno smo do tega prišli. Zelo me veseli, no? Tako da hvala lepa Gašper, da si prišel. Hvala Patrici, ki je privolila tudi to, da sodelujem. Seveda hvala vam, ki ste tukaj pripravljeni skratka z odprtimi ušesi in sploh glavo in kar je treba še. Mogoče par besed, Gašper je sicer zelo znan prevajalec iz italijanščine, eden pač najbolj uveljavljenih prevajalcev iz italijanščine v slovenščino, literarnih prevajalcev. Ampak ne omenim vendarle par stvari. Je mlad, to vidite. Kljub temu je prevedel že, kot sem prebrala, nisem šla štet, približno 30 knjižnih del. Pri tem mislim na dela vseh žanrov. Eden neprav številnih prevajalcev, ki se ukvarjajo z vsemi žanri, torej glavnimi in verjetno še tistimi umestnimi, se pravi z poezijo, je tudi sam pesnik, do zdaj je izdal, če se ne motim, 2 zbirki, ne? 3. Ja, zdaj je sveže, to je novo. Tako, nisem. Začetek letošnjega leta ni tako zelo. No, jaz sem poznala 2, skratka 3 zbirke, se pravi, je sam pesnik in tudi prevaja poezijo, kar je precej naravno. Prevaja pa tudi prozo, znan je tudi kot prevajalec proze in to zelo zahtevne proze, ne omenim samo nekatere stvari, sicer Pazolinijevo Nafto, za katero je dobil nagrado od Zlata ptica, če se ne motim. Zelo obsežen tekst, ki ga verjetno nekateri poznate. Potem pa tudi med drugim za isto zbirko modernih klasikov, tudi je prevedel Ernesta Umberta Sabe. A ti si sprednjo besedo pisal? Pardon, sprednjo besedo pisal za Ernesta. Res je, pardon. Ti pripisujem zasluge, ki jih nimaš, torej. No, pa vendarle, med proznimi teksti se najde še kaj pomembnega. Mislim, da si ti prevajal Vida Tamimi. Ja, zdaj to je Vrtnice vetra. To je ustvarjalka, ki živi v Ljubljani, palestinsko-judovskega rodu, kot mogoče nekateri veste, se je že parkrat pojavila kot intervjuvanka v sobotni prilogi med drugim in piše svoje, torej večinoma avtobiografske zgodbe. In ena teh, ki je bila v Italiji zelo uspešna, je tudi Vrtnice vetra, ki jo torej prevedel Gašper. Prevaja tudi, torej, poleg poezije in proze, prevaja tudi gledališka dela, med drugim, če se ne motim, Darja Foja, drži Vse zaston, potem je še nekatere druge stvari. Tako da v bistvu zelo ugleden opus, za katerega seveda pričakujemo, da bo še zelo naraščal. No, in med temi teksti, ki se jih je prevajalec Gašper Malej lotil, so pač klasiki italijanske literature, je tudi ta knjižica, ne preveč debela, kot vidite, ampak težka, seveda ne fizično, z naslovom Orfični spevi Dina Campane. Verjetno tisti, ki študirate italijanščino, tukaj ta tekst vsaj malo poznate vsaj malo avtorja namreč, si predstavljam, kot sem videla na povisu in kot mi kolegica povedala, je tudi študentka Hanna, ki je naredila eno diplomsko nalogo, kot rečemo še po starem, ki je to diplomska bila, ne, na primerjalni književnosti. Primerjava se je Remboja in Campana, ne. Tako da v bistvu Campana ni popolnoma neznan avtor pri nas, med našimi bralci, je pa vendarle mogoče seveda zelo dobrodošla, ampak ne čisto običajna odločitev prevajalca, da se izbere ravno Orfične speve, ki veljajo za zelo posebno zbirko, eno seveda, kot pravim, klasični zbirk italijanske literature, za eno kanonizirani zbirk italijanske literature, pesništva, ampak če pomislimo, da v slovenščini, pa tudi v drugih okoljih, v slovenščino se vendarle prevaja zelo veliko, posebej smo kritični pogosto do produkcije, do dotacij in tako naprej, ampak vendarle prevodna produkcija je izjemno bogata za ta naš majhen prostor. Pa tudi v večjih kulturah nekaj dosti drugače, kvečjemu obratno. Tudi v te velike kulture v teh velikih kulturah se ne dogaja prav pogosto, da bi se prevajala samostojna knjižna dela klasikov, ki niso tisti najbolj znani klasiki, recimo kot so Dante, Petrarca, Boccaccio, če mogoče nekateri drugi, posebej, če gre za pesnike. Poezija se mogoče prevaja vendarle sigurno za ožji krog ljudi in je dinamika prevajanja čisto drugačna, izdajanja čisto drugačna kot pri prozi.
No, pri nas imamo to srečo, da obstaja veliko založb, ki so pripravljene, kot vidim na objavljene poezije, ampak prav posebno srečo imamo s to založbo, zelo neortodoksno, Poetikon se imenuje, verjetno jo poznate, to hiša poezija, no tako, ja. Poetikon Novelire je pač ta zbirka, v kateri izhajajo pesniška dela, torej tako domača, slovenska, kot pomembna prevodna poezija. In tukaj to zbirko, ki šteje že, mislim, da koliko, kar precej, ne, enih 60, 70, mislim, da naslovov zdaj, se je, torej leta 16, če se ne motim, ne, se 16. leta je bilo to objavljeno, ja, uvrstila tudi ta knjiga, torej Orfični spevi Dina Campane. Jaz bi začela torej z takim, mogoče zelo klasičnim vprašanjem, vendarle, glede na sceno, ki sem jo nekoliko predstavila, na redkost tovrstnih prevodov, povsod kjerkoli, na posebnosti zbirke, na končno težavnost tudi za prevajalca, odkje to posebno zanimanje tvoje za Dina Campano in za Orfične speve? Ja, jaz kot prevajalec, ki večino časa tako ali drugače preživi z literaturo, iz katere prevajam, ki mi je v vseh segmentih, bom rekel, tudi navdih in volja, sem pač vpet v to založniško situacijo, ki jo je malo Martina že prej orisala. Po mojem mnenju ta situacija sicer ni tako zelo rožnata in uredniki, se pravi ljudje, ki v končni fazi odločajo o tem, katero delo bo prišlo do bralcev, tudi v prevodu, v vsem preobilju, izobilju, množici sodobnih, malo manj sodobnih in tudi klasičnih seveda tekstov, italijanskim dajejo sicer mogoče malo večjo veljavo kot, ne vem, kakšnim deželam, ki so bolj oddaljene od nas, recimo, ampak prav zelo velike veljave pa v resnici ne. In poleg tega so pač vezani na interese konkretne, ki so pogosto za razliko od, recimo, hiše poezije, ki na srečo ni tržno usmerjena založba, usmerjene bolj v prodajo. In poezija neizvirna, pač sploh tudi neprevedena, žal v Sloveniji danes trga več nima in tudi težko je več verjeti in pričakovati, da ga bo še kdaj imela. In zdaj v tem okolju jaz pač dostikrat iz pomanjkanja, tudi volje recimo, pač sledim sugestijam urednikov, ki se pač iz nekih določenih interesov odločajo za knjige, ki se meni ne zdijo tako pomembni. Pač znotraj tega, kar delam, naredim nek prostor tudi temu, kar seveda kot strokovnjak, kot profesionalc naredim, zaradi tega, ker je pač to želja nekoga drugega, ne more. Medtem ko Campana me je, ne vem, v glavi ali ne vem kje, preganjal že kar nekaj časa prej, se pravi, jaz ne znam to zdaj zgodovinsko pojasniti, da bi zdaj rekel, da je bilo meni to zanimivo zaradi te neke posebne vloge, ki jo ima znotraj italijanske literature, se pravi, to mislim, da boste še kasneje malo boljše orisali Martina in potem Patricija, meni se je pa zdela ta knjiga tudi in na srečo sem tukaj pri Nadi Paparivanu Dobniku pri hiši poezije dobil odprta vrata, kot včasih dobi nekdo, da si privošči tudi nekaj, da pač predlaga nekaj, kar je njemu samemu po želji. To je bila ta priložnost, se pravi, in jaz sem v bistvu to knjigo, meni je bila zanimiva ne zaradi teh, mislim, ja, se pravi, 100 let, ki jih je minilo, minimalno več kot 100 let, ampak dajmo reči 100 let, odkar je ta knjiga v izvirniku nastala, se pravi, šla je leto 14 in zdaj 100 let po tistem in takrat, tako kot nesporno lahko človek vidi, takrat v letu 14 za italijanski prostor je bila seveda
takrat odkrito rečeno, ni bila takrat klasična, ko je nastala, da ne bo pomote. Takrat je bila celo izrazito marginalna glede na osrednje tokove, glede na osrednje smeri, lahko rečem. Avtorji, tudi to bomo verjetno, upam, potem še malo več povedali, je imel dejansko zelo obstransko usodo, torej takrat, ko je on se pravi umrl, za to knjigo tako rekoč nihče ni vedel, za njega pa tudi ne. In zdaj jaz, upoštevajoč vse to, pa ko bereš original, ko ga gledaš, ko razmišljaš, si presenečen zaradi tega, ker rečeš, to je pa napisano z neko zelo veliko pesniško močjo. Tukaj mi pesniška izkušnja seveda pomaga mi videti, kaj je lahko pesniško živo v resnici v tekstu, kaj si mislim, vedeti tega ne morem, ker pač je danes ta časovna razdalja, kaj je bilo takrat pesniško močno in živo in mogoče ni bilo toliko prepoznano. Jaz pa danes, to bom za zdaj povedal, se mi zdi, da mi je bilo eno poglavitnih vodil pri prevajanju to, da mislim, da sem želel narediti tekst, ki je pesniško živ in pesniško močan in bi rekel jezikovno, kar se mi zdi nujno povezano, brez tega se mi zdi, zame ni dobre poezije, da pač enostavno ta jezikovna komponenta ustvarja neke učinke, ki so še danes, se pravi 100 let po tistem za neke druge bralce, lahko, če pride do tega, jaz z bralci, to je vedno uganka, vedno človek ne more vedeti, kako bralci in kaj z bralci, ampak jaz mislim, da je bilo jedro tega, da poskušam tehnično seveda, ker to je potem stvar prevajalkine tehnike, da ustvari učinke, ki dajo ta vtis živega, prodornega, intenzivnega, ostrega, lucidnega, v podobah čistega pesniškega jezika. Mislim, da to je zelo uspelo, ja. Mislim, da koliko sodim lahko kot pravka, da je to ravno zelo uspelo, da vas ne bomo zavajali z abstrakcijo. Dajmo pogledati pač mogoče kakšen zgled. Imaš ti kakšnega mogoče tebi priljubljenega? Patricija je rekla, da je Himero brala. Potem mogoče najprej izvirnik, pa potem lahko tako naredimo, jaz potem, ja. Boš ti prebrala izvirnik? Urej, prosim. Pa če še kaj komentirate že zdaj. Mogoče bomo potem rekli par besed o njem, ker si ravno dal to istočnico, da vidimo, to je malce besedilnega gradiva. Ja. Se pravi, Himera, to je pesem, ki je torej iz prvega, torej iz bolj začetnega dela te zbirke, sicer po tem proznem delu, ki se imenuje vse skupaj Noč, pridejo nokturni in Himera je prva pesem v nokturnih. Prosim. Qualcuno di voi ha la fotocopia, dunque potete seguire lì. State attenti a questa difficoltà di lettura perché la punteggiatura non aiuta sempre. Dunque la possibilità di situare la posizione di una parola a secondo della lettura che si fa. E questa ambiguità deve essere difficilissima per un traduttore. Non so se tra le rocce il tuo pallido viso mi apparve, o sorriso di lontananze ignote fosti, la china eburnea fronte fulgente, o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente, ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica fanciulla esangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose,
regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io, poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Io, per il tuo dolce mistero, io, per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore. Non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti, e i gonfi rivi che vanno piangenti, e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti, e ancora per teneri cieli lontane, chiare ombre correnti, e ancora ti chiamo, chimera. Guarda. Ne vem, ali med skalami tvoj bledi obraz se mi je prikazal, ali nasmeh daljav neznanih bilasi sklonjenega slonokoščenega čela sjajnega osestra Giocondi naroslo mlada. Ugaslih pomladi, zaradi tvoje mitske bledice o kraljico o mladosti kraljica. Zaradi pesmi tvoje neznane iz slej in iz bolečine, spevna deklica brezkrvna, ki zaznamujejo sled krvna vse naokrog nje ustne valovite, kraljica melodije. Zaradi glave deviške nagnjene, jaz, pesnik nočni, videl sem med zvezdami sijočimi v podmorjih neba. Jaz zaradi tvoje skrivnosti sladke, jaz zaradi tebe vse bolj molčljive. Ne vem, ali plamen bledi bil v laseh je življenja znak, ki ga pušča njena bledica. Ne vem, ali bila je sladka meglica, sladka nad mojo bolečino nasmeh nočnega lica. Gledam, skale bele, vetrov izvire molčeče, nebesne oboke stoječe. In potoke naraščajoče v solzah tekoče in sence človeškega truda upognjene čez griče ledeneče. In še skozi nebe se nežne, oddaljene svetle sence hiteče in še kličem te, himera. Hvala. Ja, oboje je zelo prepričljivo, se mi zdi. To dobro berete, veste. Jaz sem to povedal, da meni je bil še en recimo navdih, še preden sem delal in tudi ko sem delal vsakič, ko sem potreboval neki, da se v resnici mislim, ker težko je znotraj sveta takega, kot je tukaj zdaj, najti v sebi prostor, ker to mora biti zelo čist prostor, da lahko ta orfičnost, lepo bolj povemo, kaj je v resnici, kako si jaz predstavljam to orfičnost, ne. To ni nekaj, kar je skladno z nekim vsakdanjim ritmom in tokom življenjskega dogajanja. Zato si moraš enostavno vzeti in izboriti prostor, zato da si pri viru teh besed samih lahko, ne. In tukaj mi je zelo pomagala zvočna interpretacija. V bistvu to je en CD skupaj s knjigo, ki ni knjiga, ta knjiga, se pravi izvirnik orfičnih spevov, ampak je pač izbor, ki ga je prebral in naredil znan italijanski igralec, ne samo igralec, pisec je bil, tudi dramatik je bil Carmelo Bene, ki je pač zelo zaznamoval 20. stoletje odrsko v Italiji in je kot neko svojo zelo globoko
izkušnjo prebral toliko pa toliko Kampanovih pesmi na tem CD-ju in to niso samo pesmi, to so tudi neobjavljene pesmi, ker to še lahko povemo že zdaj. Orfični spevi so dejansko edina njegova objavljena za časa njegovega življenja zbirka in še ta zbirka je bila objavljena v resnici kot samozaložba. Se pravi, on je po tistem, ko je doživel tudi neke zavrnitve, ko s tem konkretnim besedilom, pri bolj priznanih založnikih, nazadnje pristal pri tem, da je v resnici kot samozaložnik v svojem okolju domačem, ki to je treba povedati, je bilo periferno, se pravi zelo periferno, če so bili takrat, ne vem, recimo, da rečemo, en center je gotovo bil Milano, en center so gotovo bile mogoče še močnejši Firence, medtem ko je bil Campana doma sicer iz Toskane, ampak iz enega obrobja na Apeninskih hribih in ker v literarnem življenju in v siceršnjem življenju ni našel mesta, se je v bistvu skozi tja vračal in je bil to tudi njegov milje. Čeprav silno je bil povezan s Firencami, mislim pač z florentinskimi literarnimi krogi, Sofičem recimo z Lačerbo do tukaj bi lahko že malo zgodbo povedali, ne toliko, da recimo... No, se je zgodba že zanimiva glede izgube te rokopisa, recimo, po zaslugi drugih kolegov, ne po njegovi lastni zaslugi, mogoče to omeniti. Ja, tukaj mogoče bom vseeno več povedal zgodba, ker recimo to je še dobro že vedeti, da kot recimo pri nekaterih avtorjih mogoče tudi ni toliko pomembno, da bi govorili zdaj o njihovi biografiji, se pravi o njihovem življenjskem toku. Je pri Campani vseeno potrebno in so tudi zato jaz recimo v knjigi to pač povzel in tudi zelo pomembno je povzel in se trudil, da bi čim manj teh dogodkov probal čim bolj stvarno jih seveda tudi povzeti, kar ni enostavno, zaradi tega, ker se je okoli Campane spletla ogromna vrsta legend. To pa zakaj? Zato, ker je on resnici živel pač v nekem družinskem okolju, pač tukaj je treba prav res pri začetku začeti, imel že v zelo zgodnjih, mladostnih letih pač neke konflikte z materjo, ki bi mogoče danes lahko rekli, če gledamo neki normalni adolescentni konflikti, se pravi konflikt zaradi te pač, ona je bila dost konzervativne, pobožne narave, mož je bil seveda učitelj in tukaj so pač bili neki razlogi, zaradi katerih je bil pač Campana že takoj na začetku nekako se je v njem utrdil nek občutek nesprejetosti. In potem znotraj tega okolja je bilo recimo, in hitro se je to stopnjevalo do te mere, se pravi, začetek 20. stoletja, če pogledamo nekoliko širše, tudi čas recimo, ko se, če pogledamo psihologijo, recimo, kdaj se recimo začne vzpostavljati po eni strani psihoanaliza, po drugi strani pa tudi recimo teh usporedno, to je bilo sicer že prej, o tem Michel Foucault piše v tekstih o rojstvu zapora in tako naprej, dejansko usporedno s tem, ko so se vzpostavljali zapori za kriminalce vseh vrsti tipov, kar prej ni bilo to pa zdaj malo širše, zato da pojasnim, v čem se je v resnici avtor kot tak znašel in kako je potem na njegovo biografijo to zares vplivalo. On dejansko je bil takoj vpleten v sistem, ki se je takrat vzpostavil, se pravi v sistem duševnega zdravja in duševne bolezni. Kar pomeni za duševne bolnike, ki so jih takrat opredelili kot take, to ni kar nekaj, da se pač se nekako v družbi vzpostavi ta kategorija, da bo tako reči, da poenostavimo, in on se je že znašel v tem, da pač enostavno so se ti zaskrbljeni starši v nekem določenem momentu obrnili na zdravnike, ki so ga nekako v ta sistem s temi diagnozami spravili. Zdaj, kako je to bilo na začetku? Ne bom še malo povedal do ene točke, do tam, ko pridemo do te vključitve v literarno življenje, ki je to kar nekaj časa.
Oni so dejansko, on je dejansko v enem momentu, se pravi, pa ne vem, 18 ali nekaj, delal sprejemne izpite na Vojaški akademiji in bil tudi sprejet na Vojaško akademijo. Se pravi, če bi res, že to lahko poveda, če bi res imel neke zelo neznanske težave, verjetno se tam tisti disciplini in tistemu ritmu ne bi ravno mogel. On je seveda vmes že prej tudi prebiral, se zelo dobro seznanjal z italijansko literarno tradicijo, to je tudi zelo pomembno. Ne? Ampak on potem, zaradi nekega incidenta, ki ga biografi nekako niso uspeli čisto natančno rekonstruirati, potem mora iti iz te akademije, gre študirati v Bologno, pa malo v Bologno, pa malo v Firence, ker je imel tudi strice, se pravi očetove brate, ki so živeli v Firencah, njegov stric živo in je potem bil tam. Ampak potem, v nekem določenem trenutku, so njega z asistenco, se pravi, to je moralo biti celotno okolje tega kraja, rojstnega tega Maradija, ki je pač še ena malo večja vas, odkrito rečeno, je sodelovalo, se pravi, zato, da so njega poslali z, ne vem, v psihiatrično bolnico, se pravi zaprto, ne, je moral priti žandar, ki je moral dobiti odobritev od, tako rekoč od župana. Se pravi, to ni bila intimna zadeva, ne, je bila po eni strani intimna, po eni strani javna. Njega so dejansko izključili iz tega okolja in ker ni imel druge možnosti, se je moral to okolje vedno vračati. In potem, kasneje, so prišli vzporedno s temi poskusi raznih študijev, kemije, literature, vse živo, so prišli tudi njegovi v enem momentu, da jim tako reči, se pravi, pobegi. On je imel dovolj tega pritiska in je odhajal, bodi si tam po hribih, ki so obdajali, ali vedno dlje, potem so ga našli v Milanu in so ga poslali nazaj. Zato, ker on v enem momentu je bila njemu, kot bi danes rekli za, ne vem, starejše ljudi, ne, recimo, ki pač rečemo, da so, ne vem, neprištevni ali kako v običnem jeziku, njemu je bila vzeta opravilna sposobnost. Da tako reči, se pravi, je bil pod skrbništvom ne očeta, ampak celo strica, kar pomeni, recimo, kar je imel zaradi česar je imel tudi potem probleme, ne. On se je prijavil, da bi šel kot prostovoljec, ko je bila Prva svetovna vojna, da bi šel v vojsko, so ga sprejeli, potem, ko so to odkrili, so ga potem nazaj poklicali, ne. On je imel ogromno načrtov za svoje življenje, da jim reč, boril se je, ne. In ta norost, ne, recimo, ki mu je bila ves čas strani biografov pač nalepljena, je postala zares norost, tako kot govorijo tisti viri, ki so se meni zdeli najbolj zanimivi, ko sem bral, ko sem ustvarjal, ko sem pisal in prevajal. Ta norost pride šele mogoče, ne vem, zadnje 3-4 leta, preden je bil dejansko potem v kliniko tudi pač interniran in je potem do konca svojega življenja pač tam bil. Tako da ja, zdaj pa stiki z, ne? In izguba zbirke. Ja, se pravi, govorimo o letih 12, vmes je bila še ena zelo zanimiva pot, ki je tudi del pač vseh teh legend, ker kaj je vse to njegovo okolje v resnici naredilo, da bi se ga, mislim, zelo so bili, vidi se, da so bili zelo domiselni po eni strani, po drugi strani, da so imeli pa tudi veliko moč. Priskrbeli so mu nekakšen potni list, ki ni bil zares potni list, zato, da so ga poslali k nekim rojakom, ki so emigrirali, takrat je pač že to bilo v toku, da pač zaradi revščine so ljudje emigrirali v Južno Ameriko, in so ga dejansko poslali v Argentino. In o tem je sled tudi v orfičnih spevih, sled tega, zaradi tega, ker to je treba povedati, če se malo vrnemo še k delu. Campana ni bil avtor, ki bi si izmišljeval zares. On je veliko večino tega, kar lahko beremo, je na neki ravni tudi doživel. Se pravi,
On o krajih, ki jih je videl, recimo o Firencah, o Bologni, o Genovi, o Faenci, on je pisal o tem, kar je videl. Kakšno podobo je to potem pri njem dobilo in kakšni so bili njegovi literarni postopki, spet druga stvar. Ne? On je skratka prišel tja in se tudi vrnil od tam. Zdaj, če bi bil nekdo res zelo blazen, a bi prišel takrat seveda ni bilo letalne, z ladjo v Južno Ameriko, v Argentino, preživel tam, ne vem, mogoče par mesecev in potem prišel spet z ladjo nazaj in potem se vrnil celo pot komplicirano, ne direktno v Italijo. On je bil v Belgiji, pa potem so ga tam spet nekje zaprli, ko so videli, da nima pravih dokumentov in tako naprej. Ne? In ni zelo verodostojno, da bi človek, ki ni zelo pri sebi, bil čisto takega zbožen. Potem je recimo, on ker pač ni v enem momentu, oče ga je pač, so ga nekako vzdrževali z enimi malimi, ampak v resnici je bil on stalno reven. Ne? In se je tudi stalno poskušal preživljati z raznimi deli. Ne? V tistem momentu, ko je bil, pač že nekako se približal temu literarnemu okolju, Sofičiju, Papiniju, ki sta bila takrat v Firencah res pomembni, tisti literarni imeni, ki sta imela v roki ključne, kdo bo objavljal, kdo se bo res uveljavil v tem svetu. On pošle tekst in potem gre tja fizično, pač noben ga ne uvede, on gre tja na sedež revije, in se pač predstavi in da, in potem res ta zgodba s tem rokopisom je potem ratala prepotencirana v resnici. Ne? Zaradi tega, ker po eni strani, to zdaj ti detajli mogoče niso toliko zelo zanimivi, ampak bil je, če beremo korespondenco, ne, recimo, zelo tak ambivalenten odnos je bil. Po eni strani spoštovanje pričakuje od njiju, to po drugi strani se zelo dobro zaveda, da mogoče to, za kar se ona dva zavzema, da je za kampanjo preveč, ne vem, po eni strani on je imel zelo močna stališča do tega, ker je pač veliko prebral je zelo, je bil seveda doma v italijanski tradiciji, tisti, ki si jo je sam zbral in jo poznaval, to se vidi v njegovem pisanju, to so bili tudi njegovi zgledi, se pravi celotna njegova ideja o tem, kaj je poezija, o tem, kaj je literatura, bo zelo visoko zastavljena. On, če bi rekli, ne vem, je bil iz nekega provincialnega okolja. Ja, nima veze, on je imel zelo visoke ambicije, se pravi, on je imel zelo visoko zastavljeno to, kar je za njega poezija bila in kakšno vrednost je imela v njegovem življenju. To se vidi lahko že iz Kibere, iz takih tekstov. To je zelo kompleksna estetska struktura, ki dialog vzpostavlja z najrazličnejšimi stvarmi. Tudi iz tradicije, mogoče to so v drugih tekstih bolj vedni. No, skratka, ta rokopis se je pa kot da izgubil, oziroma so ga založili, eden od teh dveh ga je nekje doma založil. In to je potem za njega bil kasneje, ko je tudi zares bolj zbolel, ne? Ampak kaj je bila dejansko po mnenju bolj stvarnih biografov, recimo bolezen, ne? Kar se pa seveda takrat, kar je bilo to grozna sramota in se o tem seveda ni smelo govoriti, ne? Sifilis. Ne? On je po vseh dovolj verodostojnih znakih, kako so opisovali njegovo stanje, kako je bilo, kako ni bilo zdravljeno, je dobil sifilis. In to je pomenilo, da je imelo to seveda nezdravljeno posledice tudi na duševni ravni. In sovpadajoč s temi, bi rekel, težavami, zavrnitvami, vidimo recimo v njegovih kasnejših pismih, ne, da to so res teksti, kjer on recimo, ko ve, da tega teksta ni, on je potem po spominu, še ko je bil ta rokopis zgubljen, znova sestavil orfične speve in jih potem v taki obliki ponovno zapisal in izdal. Ne. Ampak to je bil očitek, to je bil za njega v resnici povod, da je vsem tem ljudem in še mnogim drugim celemu svetu očital vse mogoče in tukaj je res videti. Da ne govorimo o tem, da je bil nasilen in tako naprej, na razne načine, to je težko videti, ker nismo bili zraven, ampak potem je ratelo res pa bil stranje. No, ampak orfični spevi vendarle so se uveljavili kot res izjemna zbirka, ne takoj, ampak s časom.
res torej priznan bo bil nekakšen... V drugi polovici. Tako, ne? 20. Ja. Ne bom rekla primata, ampak res izjemna vloga znotraj italijanske književnosti, znotraj italijanske poezije. Zdaj bi vprašala Patricijo, ki je specialistka za to področje, za italijansko književnost, jaz namreč nisem, če lahko pove... Ne za poezijo, ampak poznam klimo, slučaj, ja. Preden, samo hvala za tako delo, to je res manjkalo v Sloveniji. Ungaretja, Montalja, pazimo, da so vse zelo znana, ampak ne Campane, premalo. Torej, to je res nekaj uspešnega. Continuo in italiano, mi è molto più facile. Il clima, la situazione, storico-letteraria, le esigenze, le nuove esigenze estetiche di quella fase. Siamo al primo Novecento, lo sapete tutti, un periodo di grande sperimentazione, di bisogno di allontanarsi da quell'Ottocento naturalista oggettivo, dunque di dare spazio a un altro modo di conoscere il mondo, che metta in gioco l'inconscio, il non facilmente razionalizzabile, e anche una visione molto più pessimista della vita, della storia, e farlo in modo nuovo. Dunque abbiamo tutto un clima di sperimentazione anche fuori dalle avanguardie, in cui si critica il primo moderno, quella fiducia che c'era nel primo moderno, nel Settecento. E se guardiamo l'ambito della poesia, sono tutti degli sperimentatori, tutti condividono le stesse esigenze, ma ognuno risponde a queste esigenze in modo diverso. Dunque poetiche autoriali, ma singole poetiche autoriali, potrei nominarne tanti: Gozzano, Palazzeschi, Lucini, Ungaretti, Saba, Montale, scrivono tutti in quel quindicennio, dagli anni 10 agli anni dopo la Prima Guerra Mondiale, poesia di enorme qualità, ma tutti in modo molto molto diverso fra loro, dunque tanti stili diversi, e Campana è una di queste isole. Direi che è l'isola più vicina all'Ottocento, cioè guarda ancora quella che è stata una forte tradizione di poesia della fine dell'Ottocento, il simbolismo, e è inseribile per certi versi ancora in un tardo romanticismo, soprattutto per tematiche del morboso, del rapporto forte amore-morte, per anche una speranza che c'è nella sua poesia di rigenerazione, canti orfici, no? Il titolo lo dice, ci si riferisce al mito di Orfeo, dunque un mito salvifico di necuia, lo sprofondarsi nella notte, nel buio, nel profondo, nell'inferno, in qualche cosa di molto negativo, per poi però risalire alla luce con un'idea di salvezza, di rigenerazione. Qui c'è dentro Dante, moltissimo Dante, c'è un modello anche nella struttura ripartita in 3 parti, ma c'è anche dentro Nietzsche. È stato un grande lettore di Nietzsche, dunque anche letture filosofiche, non solamente letterarie. E in questo autodidatta, studiava chimica, non ha imparato all'università questo, però sempre un grande lettore, dunque una persona colta, ma c'è anche dentro del Po, no? E quel Po tradotto da Baudelaire che passa in quegli anni e che porta l'elemento dell'inquietante, del perturbante nella prosa come nella poesia. Dunque, dicevo, per questo elemento anche di speranza, di rigenerazione, che non c'è nella stessa generazione, in tanti della stessa generazione, c'è molto più scetticismo, c'è ironia, autoironia, tutto questo no, in Campana no. Dunque io lo collocherei come uno che guarda ancora a una fase di tardo Ottocento, per quanto per altri aspetti porti le novità. La scuola di collegamento più vicina è senz'altro il simbolismo francese, lettore di Rimbaud, accostabile a Rimbaud, magari Hanna ci dirà qualche cosa di più. Poi se andiamo a vedere gli stilemi, dunque qualche cosa dei motivi ho già detto, amore, morte, il motivo del viaggio è presente, ma quel viaggio del viandante isolato che si muove per tappe verso una speranza chiamata e mai raggiunta, ma a livello di stilemi
richiamerei la presenza fortissima di immagini da sogno rese attraverso sinestesie, dunque accostamento di più sensazioni che si sovrappongono, ossimori, molte ripetizioni che diventano quasi ossessive, dunque si sente questo senso della ossessione, si sente a volte anche un cambio di velocità, si va dal lento al veloce, moltissime immagini, dunque una poesia visionaria e continuo sovrapporsi di ricordo fattuale, autobiografico, esperienze di vita, con sogno, con immaginazione, con trasfigurazioni di coscienza, dunque la fantasia anche entra in gioco e quindi non sappiamo mai dove c'è l'oggetto e dove c'è il soggetto, ma è un soggetto che si appropria dell'oggetto, è un oggetto che penetra nel soggetto e questo dà luogo, produce trasfigurazione. Dunque è difficile dare i contorni a quello che sta dicendo Campana. Quando parla è un linguaggio plurisemantico, apre tante immagini, quindi apre tanti possibili significati. Nella poesia che abbiamo letto, chi è questa chimera? È una donna, è un amore, è la ricerca di libertà, è la ricerca della parola che dia senso, è tutto allo stesso tempo, anche se riceve dei volti di un adolescente, ma sono immagini per concretizzare qualcosa di molto astratto che resta lontano. Quello che sentiamo in questa poesia è soprattutto di un desiderio che si spinge un conato, ma a qualcosa che resta lontano. E sono motivi e stilemi che tornano anche nelle altre poesie della raccolta. Però novità, forse per qualcuno di voi, questo è un prosimetro, cioè ci troviamo di fronte a poesia in prosa. Alcuni testi sono in versi, altri sono poemi in prosa. Sentiamo che c'è dentro la lingua della prosa da un altro ritmo, da un ritmo frammentato, da scollegamenti temporali. Questa tradizione viene da Baudelaire. Il poema en prose, no? Tutto il secondo Ottocento lo pratica anche il primo Novecento, dentro quella esperienza della redazione, la voce, il gruppo dei vociani che amano il frammento, proprio perché non hanno la potenzialità, sentono di non poter più collegare i fatti fra di loro, che qualche cosa scappa e allora scelgono il frammento. Dunque Campana si inserisce anche in quel clima lì. Forse io smetterei con questo, vi inviterei piuttosto a leggerlo, anche se è faticoso, ma magari qualche brano, poco, ma per entrare in questo discorso, e magari chiederei a Hannah di dire due parole sul suo confronto Rimbaud, se la sente, Rimbaud-Campana. Voglio parole, sì. Govorim slovenščini, no, jaz sem se predvsem osredotočila prav na ta element vizionarskosti in kako pesnika recimo na sami podlagi jezika ustvarjata to, oziroma kako skušata ujeti te neznane podobe, ki jih čuta nekje v sebi, ki jih skušata dosegati, ampak nazadnje vse skupaj izgleda, da se vrtita v nekih koncentričnih krogih okrog nekega jedra, ki pa ostaja neizrečen. In zaradi tega se tudi prka, no, če se zdaj malo na Campano skoncentriram, no, to ponavlja sploh v Chimeri, no, že če pogledamo te podobe na začetku, no, ta kraljica, ta mladostnica, zgleda, da se gre za neko figuro, žensko figuro, ki pa dobiva razne atribute, kot bi se na nek način preko dodajanja atributov skušal približati nečemu, ampak vedno pa sledi maper, ta ampak ne, in se spet oddali. In tudi ta zaporedna rima na koncu je ravno tako, to stopnjevanje plus anafora, ta zaključen del. Približevanje, ta hiter, to prav čutimo, to napetost, kako on hoče to ujeti in vse skupaj se v bistvu razveže v zadnji vers, ki v bistvu ni riman v ta klic Chimera, kot nek odmev, torej neko prikazan k
je ne moramo ujeti. Tako da, kar sem jaz delala, je bilo ravno to, pač stilistično, kako recimo kampana skuša na različne načine izraziti to nedosegljivo, kar pa vsekakor ostane neizrečeno. Pri Ramboju je bilo malo drugače, sem delala več na njegovih nominacijah. To so v bistvu vse pesmi v prozi. On je pa imel malo drugačen pristop kot kampana. Vse je šlo v nekaterih pesmih, ne v vseh pesmih iz celotne pesniške zbirke za vizionarske pesmi, no tisti, ki sem jih jaz analizirala, je pa on nekako drugače gradil vse skupaj. Vse skupaj je bilo veliko bolj subtilno. Na začetku, ko prebereš na hitro besedilo, izgleda, da so to fragmenti sestavljeni skupaj, med njimi pa ne vidiš neke povezave. Tako da jaz, ko sem brala na začetku v slovenščini te Rambojeve tekste, jaz povezave nisem opadla. Ko sem pa šla brati v originalu, v francoščini tekste, sem pa nekako tu s pomočjo drugih študij videla, da je Rambo povezavo med tem nekimi vizijami neznanjega, kot nekimi fragmenti, epifanijami, če lahko tako rečemo, gradil prav na zvočnosti. On je v bistvu ustvarjal zvočno simetrijo, oziroma simetrijo, kompozicijo besed z raznimi soglasniki, samoglasniki in na ta način povezoval celotne povedi tekom pesmi. Ne vem, se pojavi en samoglasnik na začetku, en se pojavi na koncu, naslednji povedi se to zamenja. Na tak način potem zelo subtilno, ampak zaznati je bilo pa samo v izvirniku, prevodu ne. Tako da dosti teoretikov je, vsaj kar sem jaz brala, no, tudi na način ponavljanja različnih, res teh makroenot besedila ustvarjal to povezavo, ki v bistvu se ne da ujeti. Je skoraj nevidna, ampak nekako odzvanja v odzadju, no. Tako da različni pristopi pri obeh pesnikih, ampak oba sta se nekako vrtela okrog tega, kako izraziti tisto neizrečeno. Bih tako pač na kratko, da ne bo to pač preveč. Super, ja, hvala lepa. Hvala. Ja, tukaj nekaj dosti dodati, ampak res, mislim, gre pač, kot je rekel Gašper na začetku, res izjemno močno poezijo, ker kot se gre pri vsaki močni poeziji, mislim, da je več komponent, ki so med seboj dejansko strahotno prepletene, jezikovna, jasno, stilna, izrazito in potem seveda neki imaginarij, ki tukaj izjemno posebej, seveda, kot pravi Patricija, zajema pri simbolistih, zajema še pri romantiki, logično, ne? Ampak v resnici pravzaprav tudi v nekem splošnejšem italijanskem imaginarju, kulturnem imaginarju, tega je tudi veliko, recimo dosti navezal na krščanstvo, nekako sicer predelanih, ne? Ampak dosti se pojavlja tudi te metaforike. Potem recimo ta poezija je kot sicer vsa romantična in novoromantična poezija in pogosto simbolistična, izjemno senzualna, ne samo senzualna v človeškem smislu telesnem, ampak tudi senzualna, kar zadeva vonje na splošno, ne? Recimo olfaktorna poezija je to, ne? Kar zadeva barve. Barve so tukaj zelo izrazite, recimo, kot je pogosto bil pač v simbolizmu na splošno, ne? Potem, mogoče samo eno majhno malenko še, ne? Rekli smo prej, ta poezija je seveda zelo nekako onirična, ne? Sanska, če lahko rečemo tudi fantastična, fantazijska in domišljijska, mislim, no, sanska recimo mogoče res. Po drugi strani pa, tukaj se vidi ta dvojnost njegova izrazita, ne? Izjemno prepletena z konkretnimi referencami. Tako da v nekem smislu bi lahko rekli, konkretnimi referencami ne iz okolja, samo ampak iz njegovega življenja. Tako da v nekem zelo, seveda pogojnem smislu, jasno, bi lahko rekli, da gre za neke vrste avtobiografsko poezijo, ne? Pogojno rečeno. Tukaj govorijo o svojih doživetjih, ki jih seveda mi, kot pravi Gašper, ki nismo bili zraven, težko prepoznamo, potrjujemo in tako naprej ni namen. Govorijo o krajih, ki jih je videl. In ti opisi so tako plastični, prepričljivi, dejansko izhajajo iz njegove neposredne izkušnje, ki je bila seveda človeška, realna, ampak v končni fazi in najbolj pomembno seveda pesniška. In mogoče bi tukaj lahko prebrali kakšen tak trinek iz njegovih, bomo rekli,
izkušenj v različnih prostorih, ampak samo še eno majhno malenkost mogoče prej, ko pravim, da je avtobiografska, pogojno rečeno. Ta poezija, zanimivo je to, kot je Patricija rekla in tudi, torej, ko sem imela to zapisano, gre v bistvu za to, če v Italijani reče prosimetro, ne, dejansko kombinacijo poezije in proze, se mogoče ta moja podoba oziroma ta moja ideja, ki boste zdaj slišali, eno malenkost, seveda privlečna za lase, glede na njegovo obdobje, na čas, ki ga je živel, v katerem je živel, glede na njegovo delovanje, interese in tako naprej, v bistvu na neki način zelo spominja na Danteja. Dante je pri njem pogosta referenca. V nekem smislu, ne? Ne glede prosimetro. Ne, ampak mislim, ta kombinacija autobiografskosti, poezije, proze, v bistvu nekega razlaganja, seveda si pravim, pogojno svojega življenja v tej kombinirani zbirki. Seveda, Dante je didaktičen, Dante ima konkretne namene, da sporoči, kaj doživlja in tako naprej. On teh namenov nima, ampak dejansko neka daljna reminiscenca je. In pri njem je res zelo veliko navezal tudi na italijansko literaturo, na zelo številne italijanske avtorje klasike, ki jih je očitno zelo dobro poznal, v nekem smislu recimo tudi na Frančiška. On je hodil po teh njegovih poteh, po Verni, tudi tukaj je tekst, ki se imenuje La Verna. Tako da v bistvu ta vpetost v italijansko književnost, v tradicijo, čeprav seveda izjemno predelano, izjemno avtorsko, izjemno individualno, ampak ta vpetost v italijansko tradicijo se mi zdi, da je izjemno močna. Mogoče, če ste zato bi prebrali kakšno pesem, mogoče ta meni všeč ta Montevideo, recimo. Jaz še prej bi, lahko tudi to, ampak tle sem imel, ko že govorimo o Danteju in iz Verne in dejansko tudi primeri dejansko ta odnos med prozo pa med poezijo. Koliko dejansko, jaz bom zdaj prebral ta začetna, je proza noč, koliko dejansko bom vzel par odlomkov, koliko je dejansko se vidi, da je to zares on ritmiziral. In če bi naredili, bi si mogoče lahko tudi mislili, če ne bi vedeli, kaj bom bral, da to proza, bi si mogoče lahko tudi mislil, da bi jo kot poezijo zapisal. In bom pač prebral samo dva odlomka in tudi glede tega motiva, tega popotnika. Ta razlika mogoče je to za njega definitivno ni bil samo literarni motiv, to je bil preplet njegovega življenja. On je moral iti se odpraviti peš iz, enega kraja in prehoditi mejo, zato da je prišel z enega kraja v drugega, ker ni bilo druge poti, da bi tja pač sploh prišel, če ne bi tega naredil. Tako da to se tudi bo pol videlo. Ampak tudi se bo videlo, kako je potem to literarizirano. Prišla je noč in dopolnila se je osvojitev služnice. Njeno telo je jantarno polto, njena usta nenasitna, njeni stršati temni lasje tu in tam razodetje njenih oči, strašečih od slez, so napletli fantastično zgodbo. Medtem pa je slajši, že domala ugasel, še vedno kraljeval daljavi spomin na njo, matrono zapeljivo, kraljico, ki nadaljuje klasično linijo svojih velikih sestraj spomina. Potem, ko je Michelangelo upognil koleno utrujeno od poti njej, ki se upogiba in ne počije, barbarska kraljica pod bremenom sanj vsega človeštva, in stresanje nedoumljivih in surovih postbarbarskih pogubljenih kraljic davnih je čud Dante ugašati v Franceskinem kriku tam na obrežjih rek, ki utrujene od vojne si ustvarijo ustje, tem, ko se na njihovih bregovih obnavlja večna muka ljubezni. In služnica, naivna Magdalena, sršatih las in bleščečih oči je v trzajih zahtevala od svojega telesa jalovega in zlatega, nezrelega in divjega, sladko ujetega v ponižnost svoje skrivnosti. Dolga noč, polna prevar raznovrstnih podob. Na srebrna vrata prvih pustolovščin so prihajale davne podobe, omehčane od življenja v ljubezni. In varovale so me še vedno s svojim nasmehom skrivnostno in očarljivo nežnim. Odpirale so se zaprte dvorane, kjer se luč enakomirno potapljalo v ogledalo do neskončnosti, ki
kazujoč pustolovske podobe dvorjan v zrcalni svetlobi pogledelih v svoji drži spin. In spet je vse tisto, kar je bilo izsušeno in sladko, kot svetele so vrtnice mladosti, znova zaživelo nad okostnjaško panoramo sveta. Še malo se pravi. Okostnjaška panorama se kar ponavlja, ne? Ja, to so ponovitve, tukaj ne moramo zdaj, ampak je več teh ponovitev. Zdaj bo še ta del v zvezi s to potjo, s temi Alpami in tako naprej, ki je tudi vezan s tradicijo, motiv popotnika, ki ne samo da potuje, ampak se tudi vzpon je pomemben, motiv vzpona kot v bistvu nekega simbolnega vzpona. Bil sem lep od muk, vihral bled užejam, bladeč za larvami skrivnosti. Na to sem pobegel. Izgubil sem se v hrušču orjaških mest, videl bele katedrale vzdigovati se kakor ogromno gmoto vire in sal s tisočerimi konicami v nebo. Videl Alpe vzdigovati se kakor še večje katedrale. In polne dolgih zelenih senc jelk in polne melodije hudournikov, katerih spev sem čul porajajoč se iz neskončnosti senata. Tam gori med jelkami, zabrisanimi v megli, med tisočerimi in tisočerimi tolkljani, tisočerimi glasovi tišine, ko razkrila se je mlada luč med deblih. Sem se po stezah čez jase vzpenjal. Vzpenjal sem se proti Alpam, v ozadju bela občutljiva skrivnost. Jezera, tam gori med klečmi tolmuni svetli in nasmeh snab bdi nad njimi. Tolmuni svetli, ekstatične jezera pozabe, ki Leonardo ti si jih umišljal. Hudournik mi je nejasno pripovedoval zgodb. Jaz zazrt med negibnimi kopi jelk, misleč, da na čase brodi naokrog neka nova melodija divja in še žalostno sem nemara zrl v oblake, ki na videz so se za hip radovedni pomudili nad tisto globoko pokrajino in oprezali za njo in se razblinili za negibnimi kopi jelk. In revan, nag, srečen, da sem revan in nag, da za hip odseva pokrajino, kakor spomin očarljiv in zastrašujoč na dnu svojega srca, sem se uspenil. In prispel sem prav do tam, odkodar snegovi Alp so mi zapirali pot. Neka deklica je v hudourniku prala in pela med snegovi belih Alp, ozrla se je, me sprejela, v noči me ljubila. In spet v zadju, v Alpe bela občutljiva skrivnost, v mojem spominu se je prižgala čistost zvezdne svetilke. Zalesketala se je luč ljubezenskega večera. A še pot v Montevideo? Ja, dajmo. Ja, to je spet, ja, dejanska pot, ne. Mislim, to je dokumentirano, tukaj imamo tudi recimo tekst, ki govori o Pampi, se pravi, govori o tem, kako je on na nekem vlaku se vozil čez to Pampo in Ameriško in to ne morejo ne biti stvarne izkušnje, ne. Je tako, da pač je to dosti razvilo. Potovanje v Montevideo, se pravi preko oceana. Jaz videl sem s krova ladje bliče španske razblinjati se. V zelenem ob zlatem zatonu se v temni zemlji je pritajila, kakor da melodija. Znanega prizora dekliška sama, kakor da melodija temno modra, na bregu gričev še drhti viola. Medlev jeseni večer nad morjem. Še zlate tišine tren za trenom krilarcev prešle so polagoma v tenke modre. Oddaljeni, živopisno obarvani, iz tišin še bolj oddaljenih, v sinji večer prešli so zlati ptiči. Ladjo že slepo prehajajoč, bijoč mrak z našimi srci brodolomcem, bijoč mrak, bijoč s krilom sinjim po morju. Toda nekega dne so na ladjo stopile težke matrone španske, očikalnih in angelskih prsinosnih zvrtoglavic. Takrat, v globokem zalivu ekvatorskega otoka, v zalivu mirnem in globokem, bolj od nočnega neba, videli vziti v luči očarane sreče, neko belo mesto speče, ob vznožju orjaških vrhov, ugaslih vulkanov, v kalni ekvatorski sapi. Dokler po mnogih krikih in mnogih sencah neznane dežele, po mnogo škripanja velik in mnogo vneme goreče, nismo zapustili
ekvatorskega mesta in odpluli proti nemirnemu morju nočnemu. Pluli smo in pluli, dneve in dneve. Ladje težke od jader splahnelih od vsake vroče so počasne križale našo pot. Tako bližnja na vonjem krovu se nam je prikazala bronasta deklica nove rase, oči sijočih in vihrajočih oblek. In glej. Divja ob koncu dneva, ko se je prikazala divja obala tam doli nad morsko širjavo. In videl sem, da kakor kobile vrtoglave se raztekajo sipine proti preriji brez konca, opustili brez človeških bivališč. In obrnili smo se bežeč pred sipinami, ko se je prikazala ob morju rumenem od neznanskega preobilja reke. Nove celine, morska prestolnica. Jasna, sveža in električna bila je luč večera. In tam visoko hiše zdele so se opustile. Tam doli, ob morju piratskem. Mesto zapuščenega, med morjem rumenim v sipinami. No, če boste še malenko zdržali, jaz bi samo en par stvari še vprašala Gašpare, ko ga ravno imamo tukaj. Zdaj smo govorili glavno o teh tekstih, torej kot tekstih italijanske literature. Ampak zdaj, ko so prevedeni, dejansko se umeščajo, ne bomo rekli nujno v slovensko literaturo, ampak vsekakor v korpus slovenskih, torej v korpus literarnih besedil v slovenščini. Tako da v bistvu to imamo zdaj na voljo tudi mi, to so slovenska besedila, ki odzvanjajo seveda slovensko, jasno. In zdaj vidimo, da dobro funkcionirajo, upam, da ste to pač zaznali, res, da so polnokrvna, bi rekla v vseh smislih zelo primerljiva z izvirnikom. Domnevam, da je bilo to kar težaško delo, ne? Kot si prej že nakazal malo. Zdaj, mene zanima predvsem to, ko si to prevajal, si imel mogoče v mislih kakšne modele, bomo rekli intuitivne ali torej konkretne v slovenščini. Kakšne besedilne, kakšne pač stilistične, kakšne pesniške literarne modele. Jaz moram reči, da bi tukaj prej rekel, da sem bil zelo zadovoljen, da bi je ta tekst omogočil, da sem si svoj model ustvaril. To nam se zadnje gotovo. In ker tudi če pogledamo, da bi zdaj rekel, da bi iskal plus, koliko sem jaz za to kvalificiran, jaz mislim, da nisem kvalificiran, ker nisem nikoli bil, ne bom tak poznaval slovenske literature, da bi znal. Mislim, tukaj prevajalci radi svojo vlogo, imamo občutek, prepotenciramo in jaz se pač zavedajoč se tega tudi temu želim izogniti, da se ne morem tako neženirano v resnici razglasiti ne za poznavalca italijanske literature, to še toliko manj, kot tudi ne za poznavalce slovenske književnosti. Mislim pa, da pač kot komparativist, kot avtor sam, boljše vemo oziroma lahko nekaj vemo o tem, kaj je lahko pesniški jezik in kako lahko pesniški jezik deluje živo. Spet tukaj vidim, da s tem tekstom sem, že s takim tekstom tem kot je, sem padel v neko praznino, kjer to mogoče ni bilo zares toliko prepoznano in pripoznano, kot si ti zdaj povedala, ker pač to ni nekaj, kar bi danes večina oziroma pač nek mainstream sodobne poezije v tem jeziku prepoznal kot pesniško zelo relevantno besedilo. Mislim pač, v vseh teh množicah tokov, o katerih sem govoril čisto na začetku, ki je danes še veliko večja množica tokov, kot je veliko bolj razparcelirajo, kot je bila 100 let pred tem, ko je Campana ustvarjal in ko smo pač nekako z današnje perspektive že uspeli fokusirati, da so avantgarde bile, da recimo konkretno Campana je se zelo dobro zavedal, on je imel dialog in z Marinettijem in z vsemi pač, ki so takrat v tem kontekstu bili pomembni, ampak to ni bilo to. To je pač zaradi vseh teh razlogov in zaradi vseh teh vplivov, ki so delovali na njega, je bil vendarle nekaj drugega in se tudi ni od tega na ta način distanciral. In jaz mogoče lahko na to tudi gledam tako, da se pač jaz kot ustvarjalec, kot avtor, ne samo kot prevajalec,
na nek način distanciram od nečesa, kar velja za živo v tej današnji pesniški situaciji tukaj in poskušam zavestno upeljati druge stvari. Ne. Se pravi z drugimi mehanizmi, z drugimi literarnimi postopki in dejansko, če pogledam, ne da bi bila to zdaj neka moja bistvena motivacija, ampak če zdaj po vsem tem cajtu tudi reflektiram, je to tudi sigurno postavljeno v opoziciji do tega, da ne vem, recimo, danes bom tle še prebral tak primer, ki bo mogoče izgledal kot neka besedna igra, ne? Ampak ni to besedna igra, ki je sama sebi namen, je po drugi strani tudi vidno, da v sodobni poeziji tukaj in zdaj pač ne vidim avtorjev, ki bi z jezikom znali produktivno delovati na tak način, kot lahko jaz recimo, ne vem, v tem prevodu, s tem, da vzamem kampano kot matrico, kot zgled. To je zadnja pesem Genova, on je tudi mnogokrat se vračal v Genovo, mu je bila zelo pri srcu in je to tudi zelo, kar nismo rekli še en vidik, tudi lahko zelo mediteranska poezija. Se pravi, zajame ta vzdušja nekega mediteranskega, nekega obmorskega sveta, tudi dejansko vse te čutne zaznave, vse te vodnjave. Po uličicah obmorskih v izmuzljivem večeru podivje veter med laternami preludije iz preplete ladje. Palače obmorske krasile so bele, rabeske v senci medveči in šla sva jaz in izmuzljivi večer. In jaz dvigal sem oči k tisočem in tisočem in tisočem dobrotljivih očih in merna nebo. Takrat. Blagozvočno v višave ustaje. Veter, kakor da belo utvarja videnje milosti, kakor da iz neumornih premen oblakov in zvezd na večernem nebu na uličici obmorski v višave ustaja. Na uličici se je rdeče v višave ustaja. Na obmorski latern peruti rdeče z arabeskami so porisale senco medlečo, ki na uličici obmorski v višave ustaja. Ki belo in lahno in tožeče je ustalo. Kakor na latern perutih rdečih belo in rdeče v senci laterne, ki bela in lahna in trepetava je ustala. Zdaj že v rdečini laterne bila je že senca s težavo bela. Bela, ko v rdečini laterne bela, oddaljena s težavo, jeka, prepadena je izsmejana na stvaren smeh. In da jeka s težavo in bela in lahna in prepadena je ostala. Že vse naokrog svetlikal se je izmuzljivi večer. Odbijale so laterne svoj utrip v senci. Zvoki v daljavi so se rušili, v tišine svečale sprašujoč, ali z morja smeh ne ustaja. Sprašujoč, ali neumorno čuje ga večer. Sprašujoč premene oblakov na višavah tam, na zvezdnem nebu. Tukaj jaz seveda pač uporabljam neke prijeme, neke tehnike, ki pač in nek vokabular, neko govorico, neko besedje, ki mogoče deluje iz enega malo starejšega časa. In to se mi zdi, da je pomembno tudi to ustvariti, da to ni, da pač tudi ta učinek mi je bil pomemben, da to ni tekst, ki potrebuje besedje, ki so ga mogoče uporabljali avtorji malo bolj, malo več v nekem času, pred 100 leti ali pa pred 50 ali pa ne bi jaz znal to zgodovinsko obvestiti, ampak besedje, ki bi mu danes nekdo lahko rekel arhaično, meni se je pa zdelo pa seveda potrebno, ne zato, ker bi mislil, da je treba tekst posebej arhaizirati, kar tudi prevajalci radi počnemo, ampak zato, ker je ta trk med besedami, ne, se pravi med nečim, kar je danes živo, med nečim, kar je spet nekoč bilo, pa je potem zatonilo in posledično bi kdo rekel, to je pa zdaj že neka pač stara šara, ne, meni se zdelo pa njih to, da lahko vzameš to in iz tega nastane iz tega potem so neki učinki, ki pač
so zame estetski, ne? Ampak estetika je v... Ja, ne za patiniranje, Register je tudi ne? visok. Ja, tako. Sigurno. Ja, Mislim, sigurno meni se zdi, da pač je možno, ni možno, mislim, ne glede na to, da so tudi not te bolj, recimo, Lihodženovi, ne vem, ali pa še kje drugje so te prostitutke, so ti najnižji nivoji, vse živo, ne, ti nižji sloni, recimo, ne vem, srečanje z Regulomena, to je pač en potepuh, klateži so, ker pač del njegove eksistence je to bil, ne, ampak to vse na eni strani ta izkušnja, ne, se pravi kot človek, kot posameznik, različni, mislim, bi rekel, najnižji deli družbene lestvice dejansko v poeziji, v jeziku pa pač bi rekel skozi nek dosti izbran register, ki bi bil lahko že takrat verjetno bolj, ne, ampak ni bil. Prezali so register in to patiniranje, če tako rečem, ne, arhaiziranje, se je rekel, potem pa v bistvu mogoče patiniranje z nekimi izrazi, ki niso od danes, je pravzaprav dvojno, gre za časovno zaznamovanost, pa tudi za registrsko zaznamovanost, seveda, ne, tako da v bistvu to je verjetno nekaj, kar je precej naravna izbira. Sigurno je tudi posledica tega, da se je pač on na neki ravni videl paralelnega z bližnjega, z Leonardom, Michelangelo, s Franciskom in to je pač moral z Dantejem, ni mogel v nekem drugem jeziku si predstavljati, nagovoriti kot tako. Kaj je bilo najtežje? Najti ritem? Kaj pa? Najtežje je bilo v resnici priti, to, kar sem že povedal, priti do točke, najprej nabrati toliko informacij, da mi je vse to, da sem se jaz pač lahko znašel v tem svetu, da sem vedel, kaj lahko jaz znotraj tega naredim. Potem pa, ko je šlo za sam, mislim, jaz sem to, meni ni bil to, kar bi recimo mogoče pričakovali, meni ni težko najti tega jezika v sebi. Jaz pač ne vem, tako kot so me spraševali recimo za pazolinja, za nafto, za vse tiste stvari, ne vem, meni recimo jaz imam lahko blazne probleme z nekimi stvarmi, ki so na prvi pogled vsakdanje, preproste, slabo napisane, zaradi tega, ker se mučim in tako naprej. Ampak meni tega registra ni težko najti znotraj sebe. Jaz, ko sem naredil, zato ker sem bil prisiljen, je to prišlo zelo zgoščeno ven iz mene. Zdaj jaz ne vem, jaz sem imel od bratcev, recimo za tistih par predstavitev, kar je bilo recimo tudi zelo dobro odmeve, ne, recimo, ampak nisem pa uspel recimo že z urednico dognati, kaj v tem, nekaj ni bilo v tem delujočega, pa ne vem, se niso uspelo čisto dobro povedati, kaj je to bilo. Tako da jaz ne vem, jaz bi rekel, da meni kot prevajalcu dejansko, to sem jaz po vsem tem cajtu prišel do tega, jaz nastopam v različnih kontekstih in v različnih vlogah in se lahko uživim, tako kot se recimo igralec uživi v različne vloge, se mi zdi, ali pa ne vem, glasbenik igra različno glasbo iz različnih obdobij in to, če naj je dober glasbenik, ne bi smelo zveniti kot tista glasba, oziroma kot tisto obdobje. Ne? Ampak se mi zdi, da v resnici se najdem dejansko v tej klasiki. Ampak jaz tudi, ko sem začel prevajati pred temi 20 in tolikimi leti, sem imel vedno občutek, da je to tisto, kar me najbolj zanima. Da je zaneslo me časovno glede, da tudi čez zelo nazaj, ne, mislim. Ampak, ja, se potrjuje še vedno to in zdaj ne vem, stvar, ki jo delam, pač, ki je bila že vrsto let v nastajanju oziroma v nekonkretiziranju, potem, ko sem seveda že nekaj prevedel, Košenca Didzeno odzveva, zdaj se s tem ukvarjam in ja, ne vem, to je moj svet. Težko bom, če me boste vprašali, kaj se dogaja zdaj v tem trenutku,
Na srečo sem bil zdaj pred kratkim kar nekaj cajta, da sem v Milanu, pa sem uspel malo, pa zdaj dobivam ene malo bolj sveže informacije, ne, ampak meni to nikoli ni bila prioriteta, da bi rekel. Je še toliko klasike in pač tam sem jaz najbolj noter v resnici. Mislim... No, sej, v bistvu ni tako res bistveno, da bi vedeli, ne, smo številni taki, ki nas ne zanima prav dosti, kaj v tem trenutku, ampak važno je, da znate nekateri tako prevajati, da lahko v tem trenutku uživamo to, kar je bilo. In to se mi zdi bistveno pri tej poeziji. Mogoče, da nam vse občinstvo ne pobegne, ne? Bi dali besedo še občinstvu, če ima kaj za pripomenti, vprašati, pokritizirati seveda. Hana. Pred samim prevajanjem kampanje, ki je zelo težka poezija, verjetno se ni dalo vsega ujeti v prevodu, ker je zelo težko vse zvočne detajle ujeti. Po kakšnem principu ste vi recimo delali selekcijo? Kaj je ohraniti v kampanji in kaj bi mogoče lahko spustili? To je zelo važna stvar, ki se dotika, super, že prej se mi zdi, da ste zelo zanimivo, se ne spoznamo, pa glede tega, kar ste ugotovili, glede samega avtorja, se mi zdi, da čisto vse res, mislim, vse točno, me prav zanimamo, z veseljem šel poiskati pa prebrati. In ste se dotaknili ene zelo važne stvari pri prevajanju, ki pa je spet prevajalci nočemo radi slišati. To je v resnici pri enih, bolj kot so teksti, s katerimi se ukvarjamo zapleteni, večja je potreba in tako rekoč nuja, da pridemo do tega, da se moramo za ene stvari odločiti, se pravi odločiti točno zato, kar ste rekli. Neki bomo lahko vzeli in prenesli in sprejeti moramo to, da toliko in toliko tega pa ne bomo pač mogli sprejeti in odnesti, ker vsaka moja odločitev, se pravi vsak korak, ki ga naredim v procesu, pogojuje to, da bom z neko svojo besedno izbiro, če pustimo vse druge nivoje, ki vplivajo na mojo besedno izbiro, se pravi, jaz preden sem šel dejansko na to golo besedno raven, pa ne pravim, da je vedno tako, ampak v tem konkretnem primeru sem imel ogromno materijala o avtorju, ampak konkretno večinoma o avtorju v sebi, se pravi nekje v možganih izpisanega tekste sem bral prej, poskušal kakšne določene stvari, posamezne, ne kot cele tekste, ampak recimo posamezna mesta, že prej malo razčleniti. In ja, ne vem, jaz mislim, težko je, in še ena druga stvar je, recimo, že pomenskost je tukaj zelo zapletena, ne, in ene stvari, držal sem seveda vse tega, da na račun razumljivosti, da ene stvari pač moram puščati razprte in nerazumljive, ne, poleg te dimenzije je pa tudi, ne vem, slogovno, pač kako recimo, že dimenzija, že to, da ne vem, recimo v Genovi, on zapiše vejco na koncu verza in potem 3 pikce, ali pa vejco na koncu verza in potem naredi kitico, nek razlog si moraš narediti za to, ne? Ker pač prevajalci bi si velikokrat tudi reče, pa ja, je avtor tako naredil, to mora ostati za to, ne? Zato pač, da, ker pač tako je, ne? Ampak jaz si moram vrniti v situacijo, v kakršni sem in reči, a zdaj to meni, ne glede na to, kaj je bila avtorjeva ideca, a se meni zdi, da to še lahko jaz danes po 100 letih, ko so naredili, ko so jezikovne eksperimente delali, vsi mogoči, na vse možne načine, ali jaz še lahko to naredim tako, pa bo to naredilo kakšen učink in se moram potem odločiti na podlagi tega. Ok, rečem ja, včasih za kaj tudi rečem, da ne vem, da ne, ampak jaz sem se recimo moral konkretno glede teh besednih redov in to bila pa potem še čisto zadnja stvar,
odločiti, ne vem, recimo to, kar sem bral in kar bi bilo, ko se bo videlo, je mogoče zelo nenavadno, recimo v tej prozi, ko je pač ta vzpon v te hribe. Tukaj so dolge periode, lahko sta 2 vrstici brez ločila, recimo. In to sredi proznega teksta, ne znotraj pesniškega teksta. In jaz sem mogel ugotoviti, zakaj v resnici jaz mislim, da to lahko ne. Kaj bo pa bralec rekel, pa ne vem. Ampak mislim, da je bil pač to tekst, v katerem sem pač lahko brez kakšnega velikega problema pač si prvoščil iti malo dlje, kot bi šel pri nečemu, kar je samo za bolj množično razlog. Ne vem. Če kdo mogoče? Če ni več vprašanj, še enkrat res lepo vabim k branju, ki je vredno, torej knjiga je vredna branja, tako da res vabim k branju. In še enkrat hvala lepo vsem, najprej seveda vam za prisotnost, Hani tudi za sodelovanje seveda in predvsem tudi Gašporju seveda, da se odzval na naš vabilo v Patrici. Hvala lepa. Hvala tebi. Zelo